Milan Kokalj, častni občan občine Moravče, je v slovenskem prostoru sinonim za zlato sredino, tako v glasbenem smislu med Avsenikom in Slakom, kot v družbenem pomenu. Je most med profesionalno umetnostjo in ljubiteljsko kulturo, med tehnično dovršenostjo in ljudsko preprostostjo. Njegova zapuščina niso le milijoni prevoženih kilometrov in tisoči nastopov, temveč tudi živa kultura Moravč, ki jo je pomagal zgraditi, posneti in ohraniti. Milan, dober dan. Lep pozdrav. Te pa ne moram reči dobrodošel v Moravčah, ker si iz Moravč. Streljaj stran. 72 let. Že 72 let. Res sem vesel, da si izbrskel, izklesal urco 2-3 za tale obisk. Nekaj debate je bilo že pred kamero, nekaj jo bova zdaj sprovedla, kakšna beseda zihar še pol pride na vrsto. Daj pa zato, da bomo imeli malo konteksta, daj prosim povej, kako si stopil na glasbeno pot. A je bila, ne vem, kitara tep že dana v zibko, a si iz familije, ki je pač se ukvarjala z glasbo, ali je to tako prišlo? Ja, prišlo je čisto, rekel, kar nekako spontano, čeprav moj oče je igral harmoniko, tudi njihovi bratje so igrali in so bili trio, bariton, klarinet, harmonika in so po vseh tih igrali. To se pravi, da nekaj genov teh muskontrskih sem dobil po očetovi strani. Mama je bila pa odlična igralka, je v domačem amaterskem gledališču igrala, tudi pela je, zelo lepo je pisala, bila je taka naravno inteligentna, načitana ženska, tako da je veliko modrosti sem zvedel od nje. To je bila prva stvar. Dač pa moje začetki, to je bilo zelo, zelo zanimivo. To je bilo, reci in piši, nazaj 55, še malo več, 56 let nazaj. Je bilo v Moravčah, je bil 1. januar, je bil po papeževem dekretu imenovan kot dan miru. In je takratni župnik naredil poleg maše tako kulturno akademijo v cerkvi na temo miru. In takrat sta bila v našem kraju kot mlada bodoča, kar sta tudi zdaj že bodoča župnika, sta bila Jaksetič Lado in pa Šlibar Miro, ki so bili v teh domovih in v teh lemenatih pa to ne, in so že takrat se ukvarjali z tako imenovano ritmično duhovno glasbo. In sta te dva mlada dijaka te srednje šole, ki je bila že tako nekako usmerjena, prinesla idejo, da bi to akademijo glasbeno pospremili z enimi parimi pesmimi iz pesmarice Zapojmo bratje, in tako naprej, in da bi to zapeli in zaigrali, pa potem še ta misli o miru, pa tako naprej. Župniku je bilo to všeč, zdaj pa kdo bo to igral. In ne vem po kakšnem spletu so to s prstom name pokazali. Jaz pa pojma nisem imel. Torej nisem znal niti enega akorda, nič nisem znal. Muziko sem sicer rad poslušal, ampak nič nisem znal. In potem so me povezali z starostjo moravške ljubiteljske kulture, z Alešo Mirotom, Sapudar Miro, ki je vse te zbore in godbo moravško ustanovil in to pelil. Odlično spoštovanje do tega gospoda, ki je, če ne bilo njega, ne vem, koliko je bilo po Moravčah. Bilo boče, ampak bilo drugače. Skratka, Miro je bil tak naturšček, imel je nekaj let šole za trobento, tudi ansambel je imel. Skratka, on je imel brata v Mornarici, ki je igral kitaro. In je Miro tu pokazal ene 3-4 osnovne akorde. In Miro je prišel k nam domov. Tam sem jaz doma bil, Kokalju, in mi je pokazal.
Naš ata je bil pa sedlarski mojster in je delal tudi opremo, med drugim etuvije in kufre, predvsem pa etuvije za kitare in harmonike, za melodijo Mengeš in je v glavnem ata prinesel domov eno kitaro. In je prišel Miro Alešov k nam, Koliko si bil na tej točki približno star? 15-16 let. Aha, Ja, okay. 15-16 let. Prišel in mi je pokazal, oglasil in sem jaz to pač prijel, mater, Nobel. In potem je to pokazal mi in jaz sem potem ene 3-4 akorde sem se naučil, sem čist take prste, skoraj na pol krvave, ne. In vlam, to se mi je zdelo zelo, zelo imenitno. In potem je prišel ta dan, 1. januar, dan miru, in sta te dva fanta, Miro pa Lado, pa ja, Mile bi ti to, ne. Jaz sem rekel to in vlam, pač, lej, so me pripričali, jaz sem tisto kitaro, Še dobro. ja, ata vzel, Miro me je pokazal in jaz sem začel to igrati, ne. In na nikoli pozabil, prva pesem, ki smo se učili, je bila z pismarice za pojmo bratje, klic nas se dviga k tebi, Gospod, ridam, pa tako naprej. In je bila napisana v E-duru. In jaz sem E-dur znal prijeti, lidam, taram, param, ridam, dominanta, in bil pa H7, in bil pa težko zaprijeti, pa nisem znal, sem pa kar po luft tolkel, pa spet, pa šel nazaj E okol, pa sem spet E prejel, pa spet pasalo. Ampak to je bil v Moravčah, v cerkvi, malo drugače od tistega klasičnega, zelo spoštljivega zborovskega petja, ena velika noviteta, en tak premik, ki so ljudje kar zelo lepo sprejeli. In potem je to kar začel s nekako, in meni to ratalo, smo se potem začeli kar dobivati, jaz sem pa začel jasno trenirati, pa to je prva stvar bila. Druga stvar je pa bila, pred leti, ki je bil še Domžale, oziroma Želodnik, Moravče, je bila še makadamska cesta. Jaz sem bil takrat predsednik mladine in je bila otvoritev ceste. In po otvoritev ceste je bilo malo zabave, pač normalno. In so tam na tej zabavi igrali ansambl Vandrovčki iz Trzina. In tam je en kitarist, ki je pač imel malo ohlapne težave, ne? In me je en zagleda prav, prav ti, a ne igraš ti kitaro? Sem rekel, 2-3 stvari že vem, več pa ne pa tok, ne. Prav, ta čist verti, ta že leži, ta ne more nič narediti, ne. In sem je hor vzeli na oder in jaz sem prišel v nebesa, ne, in tako se začel. Zares se je pa začel, pa tok sem jaz prišel leta 75 od vojaku dam, sem šel tako v Šišan, pa tako, sem šel na veselico Adam Raubar na Gorjuši. In tam so igrali ansambl Kovinari. In me tam zagleda Mateč Kotine, ki je klarnet igral, prav ti, a ne igraš ti kitaro tudi? Jaz sem rekel, mački, no pova, prav ti veš kva, tle imamo v ansamblu enega Gorenca, enega Petra, imamo take težave z njemu, pa vse, kar naredimo, mu plačati, pa to pa sem pa kaj, rekel, dej ti nam ti pritno. Jaz sem rekel, te bom vsem izlital, kitaro, čevalc, vse te bom izlital, sam če prideš. In sem jaz se sprašal. In sem hodil pol v Radomlje z motorjem, dvotaktni motor, Tomos, z motorjem iz Moravč v Radomlje, spodaj v kleti, v zaklonišču, je imel Martin Capuder, je imel vaje, ansambl Kovinari, in smo tam imeli vaje, takrat je pa še začel peti pri nas tudi Boris Kopitar, znan je pevec in moderator, in vlam, tam se je začelo. In pa sem jaz pri Kovinari bil kar nekaj let, pa smo že veselice igrali, pa sem je začel to vadati, trenirati, pa sem pa kaj tako, tudi ker sem bil v delavnici, sem Ato pomagal, pa me zvrnil, pa prav,
pa kva to delaš, pa dej to, pa to nared. Pa mama prav, pa pozga, pa mi vidiš, čisto on čez drugo svetu živi. Skratka, to druženje, to igranje, pa tako, pa sem pa začel raziskovati, pa harmonije, pa akorde, pa udarc, pa petje, pa to. In to je bila nekako ugotovitev, koliko si tudi ti prej rekel, ne, pa sam je to, ne. Fajn sem se počutil, pa ne mislim nič slabšalno, da bi jaz temu dešel na jaz sem se ukvarjal z rodno telovadbo, sem bil telovadec, tukaj sem užival, zelo užival, da pa še šel maraton teč, pa da bi kolesaril, pa to, vse je bilo fajn, ampak tukaj sem se pa najdel, no. Mi ni bilo več tudi, v 2 zjutraj, nekaj tam smo nekaj mladine, nekaj igrali, pa to, pa smo se začeli malo, tam so bili Creedence, so bili zelo popularni, CCR, pa to Proartne, čudna si žena, Anita, ti pa take te Proarte, pa Indeksi, pa kakšen rock, U-grupa, pa take zadeve, ne. In to je bilo zelo zanimivo in to so bili pač taki, mi smo pa naredili ansambl, smo se imenovali Simptomi, ne, posebneži, ne, to so bili tam na okrog pozabu, smo se 4 fanti dobili, bobne igral Farberjev France, Slaper France, ja, bas kitaro je igral Podbevšek Daro, Podbevškov iz Detelje ulice, pevc je bil Srečo Per, je imel lih tak fin, malo hripo glas, tako da je perfektno čobija uponašal, fajn to, pa o lola, pa take variante, to je on vladal, jaz sem kitaro igral, ne, pa tako, in smo se videli, pa smo pa počasno zvočne, Mrkelsko Pavle nam naredil kišto veliko, tako pa se stavo zvočnike, pa to, in vlam tam iz preklopil, pa da je malo ropotalo, to je bilo fajn, ne, in vlam, to je bil nekako, kar si mi vprašal, ne, na dolgo povedano, to je bil nekako korak za korakom vstop v en svet, katerega jaz pač nisem poznal, ampak kako je to po naravi ali tudi po kakšnih drugih parametrih, skratka, prišlo do te situacije, da sem jaz tukaj bil vesel, dobre volje, meni to pasalo, jaz sem se fajn počutil, to je to. Kako pa to, da si se potem izobrazil za organista? Pa malo kdo verjetno ve, da si tudi pel v komornem zboru RTV Slovenija. Tako, točno. Pa kako ti je to pol izoblikoval kot glasbenika? To je pa zanimivo, recimo ta ritmična duhovna glasba, takrat je bil župnik Mrvar, mi je povečkrat povabil, rekel, pa dajte vi Maše to narediti, pa to muziko, pa to ne. In tam vem, so spodaj kola razne tete z rutami sedele, kola bile, pa ker smo mi začeli šibati na kor, pa so že malo rekli, aha, že deluje. Tako se je kar fajn prijel, ne. Vlam, in potem začela, to je bila pač nova stvar in začela mladine hoditi in to so bile te mladinske maše, pa v Farože ti razni srečne, veruki, pa tako naprej. To je bilo vse pospremljeno, 100 pesmijo. To, fajn. Drugač pa sem pa jaz pač, Moravčah je kar zelo aktivna župnija in je tudi Aleš Miro, ki je bil pač regen skori, ki je bil šef, rekel, ti, dej ti kakšno mašo prevzem, jaz imam preveč tega, pa imam zjutraj, pa ob 10, pa popolne še nauk, pa take zadeve, preveč imam tega. No, pa sem jaz nekako, ali bo to enkrat na mesec, 2krat na mesec, pa že vsako nedelo prevzel nedeljsko mašo, ki je bila taka bit maša, ne, bit maša, to prevzel in tam sem začel špilati in pa je rekel Mrvar, ja, fino, Dolenc je bil, iz doma iz Žužemberga, rekel, fino, ampak boš mogel znati še kakšno ljudsko zaigrati, pa tako, ne, da pa ko boš ljudsko zaigral, ne, rekel, ti bom jaz vpisal v tečaj za organiste. Prav, pa boš to počasno naučil. In potem sem jaz tam prišel v Ljubljano, tam je bil profesor Tomaž Tozon, potem je bila ena odlična organistka Tomažič se je pisala, pa je bil Trošt, pa tako naprej. In jaz sem potem prišel tam v vrste teh, takrat sem ne bil opazil, tam so bili zelo močna ta primorski del. To so bili te vaški, z odličnim spoštovanjem, vaški stari organisti, stara Dunajska šola, ki so brali note, cajtnge, ki so znali fajn igrati in sem jaz te ljudi gledal, ko so to on hordali, pa je rekel, to je bilo tako, to mi je tako všeč bilo, ko so oni to bili inteligentni, ko so to fajn igrali. In jaz sem potem to začel stopati v ta svet, ne. In sem začel igrati, in
pa to na koncu sem vprašal, sem jaz delal pri Atu v delavnici, sem pomagal in nekrat slišim na radio, komorni zbor RTV Ljubljana vabi na audicijo moške glasove, predvsem basiste. Audicija bo ta pa ta dan. In jaz ne vem, kam je bilo, jaz na avtobus po Ljubljano, na to se pravi, radio Ljubljana je to že bila, ker ulica že to, sem pozabil. Tam noter v avli in pride tam predsednica komornega zbora RT, ker takrat, to je bilo šumni čas, je bili. Na Kolodvorski. Ja, Kolodvorska pa ona še ena druga zraven, sem pozabil. Takrat ni smelo biti Radio Slovenija, ne. To smo mi bili brate in sestre, ne. Drugovi drugarice, ne. Radio Ljubljana, ne. Radio Skopje, Zagreb, Beograd, Banja Luka, Ljubljana. Ne. In Radio Ljubljana je imel profesionalni komorni zbor, mešana zasedba 40-50 pevcev in takrat je vodil, da je zdaj pokojni, odličen dirigent, zborovodja, profesor Marko Munih. On je to vodil in je bila audicija, jaz ne vem, kaj je bilo, da sem se kar odločil, sem v avtobus, sosed avtobus, v Ljubljano, na to radio Ljubljana, v avlo pride ta predsednica, ja, kdo ste za audicijo? In on sosede in igra, pa tam eno temo zaigra, tam pam, 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 gor, prav, vi pa bolj nižji, ne, tam pam, 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 aha, bas boste pel, bas. In potem sem pa jaz, to je profesionalni zbor, hodil z avtobusom vsak dan v Ljubljano na vajo komornega zbora. Vsak dan. Vodil je profesor Marko Munih, tudi v Filharmoniji smo snemali razne klasika, vrhunska zadeva, fajn. In meni je to začelo, jaz sem kar zaužival v teh harmonijah, v tej impozantnosti zvoka, te harmonije pa naprej, kratka, fajn. In potem, jaz sem takrat hodil na srednjo šolo, posadil v Ljubljano na vaje in sem jaz šel v šoli rapidno nadol. In je bil Ata poklican, kaj se dogaja z Milanom? Slabe ocene ima, pa je tak, brihten, inteligenten dečko. Rekel, on hodi pet v Ljubljano, pa to. In je to, in potem so to tudi na vodstvu tega komornega zbora to opazili in so rekli, ti si kar dober, si talent, mi te bomo šolali. Dali te bomo v šolo solo petja in te bomo vse plačali. Ko pa pošli to zadeve, si pa zelo dobrodošel nazaj. Tak je ramo. In jaz sem šel na srednjo glasbeno šolo za glasbeno in baletno izobraževanje na Vegovi v Ljubljani. Moj profesor je bil profesor Milek, me učil solfeggio, note, vse te zadeve. Solo petje, dihalne vaje, pa vse te zadeve, me pa učila profesorica Jelka Strgar. Krasna, prekrasna ženska. Ona je bila kot naša mama. Mi smo to pel, moj sošolc je bil Oto Pesner, ja, tako in smo se učili tam, ne, ker je takrat vem, ker je Oto rekel, kakšne težave ima. Oto je bil tudi opažen kot vrhunski interpret, predvsem pa talent in takrat je bilo zelo strogo zabavne vode, Joži Privšek pa to, ne, to ali pa klasika, ne. In mu niso pustili, da je tam bil na radiju, pa snemal, da mora se klasik učiti. No, zdaj je to že mečkim se bolj sprostilo. Tako da vlam, takrat je imel kar malo težave. So pa zelo veliko klicali, no. Oto Pesner, potem je tudi tale bil Ferlinc, ki je tudi ustavni sodnik, je tudi fajn pel, mat kurja. Ne, pa veš, da je tudi moj sošolc bil. Da je predsednik Olimpijskega komiteja, dač pa šef Gorenja, Franjo Bobinac. Moj sošolc. Ja, to je bil moj sošolc. Zanimiv razred. Ja, Oto Pesner. Potem je bila tudi ena zelo moja sošolka, ki je tudi, operna pevka, če ne svetovnega, evropskega formata, Anica Jerič Pusar. Vrhunska, ona je zvezda svetovna. Ne.
In mi smo v tej bili. Torej, mene ta družba, te so ljudje bili tako izobražen, naravno inteligenten, to nismo nobenih neumnosti, to pa to nič, sam petje, to, kako to vse gre. In ta svet je začel postajati, kako sem že rekel večkrat, zanimiv, tako naprej. In v glavnem, pa jasno, pa sem pa tam, jaz pač sem dal v šolo, sem tam začel jaz pet, pa tako naprej. Pa sem pa pač pri tem ansamblu zažel tudi pa neko odkrivati naravno zabavne vode, pa ansamblu Kvineri, sem tam igral, no, pa, če grem še toliko naprej, sem tam igral, pa enkrat me pa sreča en profesor Vito Mužinič, pa Franc Kompare, če bi igral jaz pri ansamblu Vita Mužniča. To bi takrat kar nadobuden tak kvintet v slovenskem prostoru, če sam za ilustracijo povem, pel je pevski tercet, Reska Bolha, Elda Viler in Franc Koren, ex-pevec od Avsnikov. Mi smo tudi v Holandiji, Belgiji, v Nemčiji, posod smo igrali, vse je tako fajn. No, pa je pa tako prišlo, enkrat pa, jaz sem se 79. poročil, 80. pa enkrat prav moj sobodajalec, Miha, so tam ženo živela, pri njih, ker nismo imela še svojega, nič svojega, pa Mihi tu bejamo sva v kletnih prostorih imela stanovanje, tam sva živela in enkrat kar nekaj potrkana vrata in se na vratih pojavil Franc Mihelič. S to mačko, kaj pa to? Živo, ja, rabim kitarista, imam ponudbo za Švico, ta kitarist, ki je pri meni, ima službo na inštitutu Jožef Štefan, ne more dobiti dopusta, to je 3 tedne, a bi šel z nami pomagati kot substitut. Tja, pa grem. In sem šel. In potem mi tiste 3 tedne odbijemo, smo igrali v Kloten, to je isto, kar se ima Brnik, ljubljansko letališče Jožeta Pučnika, Brnik, Ljubljana, Brnik, tam je bil pa Zürich, Kloten. In tam v Klotenu je bil en tak zelo velik tanc lokal, Bierfass, se je rekel, in tam je vsak dan od 8 do polnoči, smo tam mogli igrati in tam igramo in je bilo zanimivo, smo igrali, vse je tako v redu. Najbolj sem se spomnil to, tam je bil šef in tak mačo, v črnem, tudi in taki črni ameriški ladji se vozil, šef lokala. In smo igrali in smo recimo en dan pač končali 4 minute čez polnoči. On je bil razburjen, kaj se gremo? Vi igrate od 8 do polnoči. Ja, kaj pa je ti še? Ne, rekel, ne, to je Švica. Mi smo tukaj točni. Das ist der Schweiz, das muss man pünktlich sein. Tako, boha, tako resno, hajde v redu. Pa svede, Ribenčani po svoje brihtni pa to, bomo naredili poskus. Naš cenjeni pevec, takratni Franc Lovšin, rekel, čak, mi začnemo igrati in mes na uro v redu in bomo tako, da bomo točno po noči končali, ker so Cahar po koncu postavil, ampak bomo končali na sredini. In mi smo recimo eno skladbo igrali, recimo primer, Top. Je rekel, bravo. Je rekel, tako mora biti. To je Švica, točni morate biti. To se ne znaše, mojko juho razmer je bilo to kar malo nespremljivo, ampak je taka zanimiva gospodarska izkušnja. Ja, pa sem pa jaz pač tisto odbol, pa pač v redu, da grem nazaj v Mužniču. Pa reče Franc, veš kaj, ti si mi pa kar všeč, ti kar dobro igraš pa to, ti bi bil kar ta prav član, ti kar pa nas ostan. Jaz sem rekel, ne morem jaz tukaj ostati, ker sem član ansambla, A je rekel, probaj se zmeniti, pa to, tako, mehko. Žametna revolucija. Ampak pa je ko prišlo, pa tukaj me tudi Trbentač, Kompare, pomahal, rekel,
kar pej, prav. Saj če pa kakšna kriza, te bom jaz zahvalil, prav tako. No, in potem je vse skupaj to lepo, mirno razšlo. Jaz sem pa tam že 43-44 let tam igram in smo veliko potovali, veliko preigrali koncertov, tudi take eminentne, bom rekel, lepe zadeve, ne. Je pa tudi tako, ne, če zaključim, to je kar tak, bom rekel, mogoče tak naporen posel. To stvar moraš imeti rad, počasih moraš izmečkati tako, pa gre. Dej, da bi to kalkuliral, pa gor pa dol, ne boš dobro živel, ne bo dobro. To, ker recimo, čisto enostavno povem, če bi bilo to tako enostavno, ne, bi bila muzika splošno sedarstvo. Pa ni. Muzika je umetnost. In tako treba to gledati. No, tok, nedolgo in kratko. Ja. Se pravi, prepotovali ste celo Evropo? Skoraj, ja. Ja. Naredili milijone? Ja, to sem kar kilometrov. Ja, veš, poslušaj, mi smo igrali petek, sobota, nedelja, skozi, ne. Ja. Mi smo imeli, to so bili pač leta, ki je bilo več kot 150 terminov na leto, ne. Da pa poslušaj, recimo, jaz sem četrtek, ali pa petek zjutraj, ali pa četrtek zvečer, petek zjutraj smo šli, da smo petek odigrali, soboto in nedeljo, ponedeljek smo se vozili, torek smo malo pošlihtali zadeve, sredo smo imeli nedeljo, pri nas doma, moja žena pa najin otroci, niso od mene nič imeli, ne, tako da smo mi, tega, ko so bili še doma otroci, smo mi imeli v sredah nedeljo, četrtek že priprave, petek odhod, ne. Ne, tako, samo to je tako, ne, to je muzika, ne, to so zelo spolska tla, ne, to je veliko lepih stvari, takih in drugačnih, in da je tukaj mora biti velika mera zaupanja, da če bi jaz imel ženo, ki bi delala, bi sem komplicirala, več, da ne bi to laufal, ne, bi mi pač mogla reči, ampak to tako pozabil, sva tam še pri Mihitu stanovala, sem pač par dni imel možnost, da si premislim, grem ali ne grem, ne. In je moja žena tako zelo tako lepo besedo rekla. To tudi piše v knjigi, ki je Ivan Sivec, magister Sivec napisal tako knjigo o Miheliču, ansamblu. Okay. In je tam tudi kar nekaj strani o meni, pa tako naprej. In ko sem jaz pač doma rekel, da imam to pa to ponudbo za špilat, pa to, je rekla žena moja, jaz vem, da imaš rad muziko. Vem, da te muzike veliko pomeni, kar peč špilat, ampak ne pozabi me. Ne. In tega sem se jaz držal, ne, in tega se držim, in da pač vladam. Tako, no, to mora biti ena simbioza, eno sožitje, velika mera zaupanja. Je pa tudi tako, da v našem ansamblu, moram reči, je bil kar red. Veš, ki se pravim, to so spolska tla, to je velika... Se to sem hotel poprašati tudi, ja. Kako ste delovali, tudi ena družina, ne? Tudi to medsebojno zaupanje na najvišjem nivoju. Franc je bil resen človek, pevka je bila njegova žena, mi člani, to je bila, recimo, mi tudi, ko smo odigrali, se nismo šli mi tam nekaj popivati, moče smo eno pivo spili, če smo spili, pa smo še spati, naslednji dan pa naprej, ne, a veš, in to, da smo se tam od šanka do šanka vlekli, tega pri nas ni bilo, nikoli. Tudi pri nas je nobene neumnosti, pač mi smo resno prišli, resno odigrali, mi smo tudi že take primere imeli, smo odigrali, rekel šef, da pa z mano, pa šanko, da ste pa eno rundo spili. Ja, se niste hodili, če nič spili, ne, a veš, mi smo igrali, ne, pa tako, pa je bilo dobro, ne, mislim, smo bili malo drugačni od drugih, ne. Veš, za Švico ste bili perfektni. Ja, tako ne, in vladam, tako da tukaj pač to smo resno jemali, ne, kot poslanstvo, ne, pač tudi en tak dar, da smo dobili in da smo ta talent, ki ga imamo, da smo ga plemenitili, tako, in potem jasno, pika niso bili pač jasno posnetki, to je ogromno, kar veliko število posnetih plošč, vinilnih, potem tudi CD-jev, no, tako naprej. Daš pa hočem danes to povedati, ne, ki si prej omenil Avsnik, Slak, Mihelič, ne, recimo, to so taki trije velikani,
ki so razpoznavni, ne? Razpoznavni tudi v smislu avtorstva in tako naprej. Augsburg ima bolj ta kvintetovski godbeni sistem, Augsburg ima te mehke dolinske igriče, to je lepo speljano. Vmes je pa Franca se pojavil, ne? Recimo, on je evropsko svetovno znan, pač ne, da je pogruntal petprstno igranje, ne? Recimo, ki je prvi petprstno igranje, ta prstni red, recimo, klivec harmonika, ne? Taradi, da, spoj, taradi, da, ne, to. In prej so, recimo, pri flajtoncih so imeli ta hreben in jim ta pavt slako sistem tako gor na svoj in so bili v funkciji 4 prsti, ne? Ampak te tehnično zahtevne pesmi, skladbe, ki jih recimo Franca začel ustvarjati, jih s tem igranjem nisi mogel ustvariti, ne? Ker pa to bilo to, ta sistem, to, spodaj čez, pa to je pa šlo, ne? In to se je prvo in da je recimo ta, da je mladina, ta način igranja s temi tehnično zahtevnimi skladbami pred 30 leti, 40 leti so bile barvne risanke za takratne frajtonarje. Zdaj to mladina, to ti vse odigra, pa še take težke, pa ritmi, pa sinkopirano, pa sem pa kaj. To, ampak ne mogo let prebiti. Ja, tako. In on je to pokazal in dokazal, da se to da, ne? In v tem je on znan, ne? Torej njegove skladbe so take bogate, melodične, to se pravi, zelo velik poudarek na ritmu, jasnost ritma, vse točno, vse matematično, pa ne matematično, pač po koliko glasba zahteva, urejeno, petje, pa nekajšna neumna besedila, ne, stara besedila, ki našo slovensko dušo predstavlja, to potem tehnično skoraj na meji virtuoznosti odigrano, točno, in vlam, ker se to sedeš, pa daš, recimo, da je CD gor ali pa ključek, pa poslušaš, ali pa avto se pileš, poslušaš, to more božati, ne. Tako, kot je tudi rekel šefe, to more prijetno boleti, ne. Prijetno more boleti. Fajn se te dotakne, ne, in smo imeli koncerte, ne, pa so razne skladbe, pa v domovini, pa v mami, pa sem pa kaj, in da mrskašen potegne žepa robček ven, pa začne to, ne, pa nisem ga sploh, še koga nisem videl, pa ne poznam. Sam zaigral sem mu, pa zapel. In on je začel brisati solze. Pa to je vrhunc enega poslanstva glasbenega, vrhunc, da se te to dotakne, ker smo pač, to je pa Bog ko naredil, smo pač duše, mehke, ene mačkim več, ene malo manj, ampak to, kar začutiš, to, da se te dotakne, je to namen, da prav. Potem sem te tudi mislil vprašal po teh ganljivih momentih, ki ste jih doživeli, kot ansambl na odru. To je ziher eden od teh, ne? Ali imaš še kakšnega tako v spominu? Ja, tako, recimo, si na odru, ne, nota pride pač, si vesel, da je rana pokta, ne, recimo, ker eno je pač ta zabavni del, ne, pač igraš in ljudje plešejo, ne, pa še špica spijo, pa tako naprej, ne. Eno je pa, se lepa sedejo in sedijo komorno. Sedijo, poslušajo in da recimo oni živijo, da to je ansambl prišel, ne. Jaz pa recimo tam drugi, tretji, 10, 15 vrsti, ker vidim ljudi, jaz nobenega ne poznam, ne. In tudi ne vem, kako ta človek razmišlja, kako on konzumira moje podajanje, ne. In daj, če jaz zadenem žebljico na hlavico, da se ga dotakne, je moje poslanstvo praktično 100%, ne. Pa ne mislim, da je v tem jokavnem smislu, tudi v smislu raznode, veselja, ne. Da pride vesel, reče, je bilo fajn, ne, tako, ste me kar dvignili, ne. Recimo, če lahko obrnem, recimo, jaz imam del Borovča že nekaj časa, imam ta upokojenski zbor, ne, mi bomo zdaj 9. maja bomo imeli 40 let, vse tisti, ki bi tole poslušali, lepo, močno, toplo vabim, bomo imeli koncert ob 40-letnici upokojenskega zbora in bomo imeli res lep program, fajn. Ampak noter so pač dame in gospodje, ki so že kar v letih, ne. In počasih, tako rečem malo, tudi na našem koncertu, mi veliko nastopamo v teh raznih domovih za starejše občane, pa rečem, da je ta gospa je imela zanč referenčno ambulanto, ne, in je imela odlične rezultate.
In pa je pa doktorica rekla, ja, kako pa to, gospa, lansko leto ste bili pri meni, ste imela to povišen, pa sem vas malo že upozorila, ne, da vidim, imate pa idealne rezultate. A kakšne take tablete jemljete, kako ima to? Ne, je rekla, ne, jaz pri pevskem zboru pojem. Odlično. Kako muzika to boža, kako zdravi. Ja, ta frekvenca, ne? Ja, to. Ja. Je rekla, sam hod naprej. A se vam počute? Odlično, ko me čakam. Sem eno tlamo iz Češenske, da je že pač pokojna, pa prav soseda, prav ti. Včeraj pa nisem bila na njivi, te pa nisem videla na njivi. Prav, ne to pa nahrem, pa sem imela vaje. Ti znam, ki se vaje, jaz nahrem kamar delati. Se to, imamo 5 popolne vaje, ura 15 do 5, že tolbico, že čakam, da ratam, čaka. In da je takmu človeku to vzeti. Ma to bi bil greh. Ta gospa, to se me je toliko dotaknilo, na nikoli pozabil, ta gospa prednji se poslovila z bolnice, to je tistam sestram rekla, telefon, meni kliče, prav ti, a veš, kje sem jaz? Jaz sem rekel, vem, gospa, tlepa, to, kako gre to? Ja, prav slabo, ne go to. Prav sem nekaj bi ta rada povedala. Jaz počasno odpotujem in je res pa odpotovala. Ampak povem ti pa to, ti do švedu naprej se obnaša tako. Ti sploh ne veš, kva si ti meni dal. Sploh ne veš. Pel to naprej. Ti sploh ne veš, kva si ti meni. Jaz zaradi tebe sem bo živela. Jaz sem rekel, pa to, kakor ena pesem pravi, ne, kaj bi želel si še več. Ne rabaš več. To je to. To je dovolj. To je to. Tako. A bova šla še nazaj na to zborovodstvo, kako se temu reče, ker ni to edini, ne? Ti si zborovodja oziroma vodja. 3 skupine samo, ja, še tako. Tudi tegale, moškega zbora. Zdaj sem prevzel sem pa to po Mirotu. Miro se je poslovil in potem so bili fantje noter. Kulturno društvo Tine Kos. Fantje so rekli, tako tradicijo ima zbor, pa to naš zborovodja je pač se poslovil z tega sveta, pa ne moram mi kar da je to usahniti, ne. Pa dej ti to zarabi, jaz nekaj, pa imam veliko tega, pa ne moram, pa dej, no. Pa sem se pa nekako pač rekel, sem tudi član tega zbora bil, tudi moje prve začetki, ki sem bil star 15 let sem bil star, je bil nekaj naš ata, v špricarju, v bifeju in sta pa tam v bifeju Alešo Miro, pa Mežnarjev Andrej. In so rekla, ti Milan, a tvoj sin kaj poje? Ja, rekel, sem pa to slišam, ja, kako pa to ne. Prav ne pride k nam, no, pride k nam 5 k zboru, takrat še crkven zbor, pa naprej pa še prosveten, pa ti nekos, ne, to, ker vse je Miro vodil, pa to, ne. In sem jaz rešel v ta benefici, zraven cerkve, ne, no, tam sem imel, crkveni zbor sem imel vaje, in sem kje prišel, in on Miro prav, pa rekel, ti si bil gospodna štima, ti už bas pel, prav, da se pa zapoln, mi imamo moški zbor, pa mešan zbor. Kadar bo mešan zbor, boš pel bas, kadar bo moški zbor, boš pel pa drug bas. To nisem predvsem razstopil, za vas je vse gre, pa to me se razložil te zadeve, pa to, pa te harmonije, pa krvale, pa to. Zanimivo, ampak tam sem začel in moja prva pesem je bila Sveti Mohor in Fortunat. Sprav, dej sem star 74, tam sem bil pa 15 let star. 15 let, veš, koliko je to? Ne. In tam sem pa jasno, pa sem tam precekvimal pel, je jasno Miro me je spravil v moški zbor, pa sem bil še nekaj časa, sem bil še predsednik zbora, tam sem pel drug bas, pa to, pa smo bili pohreben zbor, smo tudi po 3-4 pohrebe na teden imeli, na nikoli pozabil, da sem mačkim bilo letih, ne, na nikoli pozabil, smo šli na pokopališče, takrat ni bilo še žar, so ga nesel, pa smo pač malo klepetali, ne, preko ti, tala zvirke vasi, ki pokopavajo, kako pa je bil star, tala gospod. Ja, 58 let je bil star. Res, pa je bil že kar star, ne, a me zastopaš, ne, kako se to spominja 58 let, zdaj pa mi, me še na misel pride, ne, tako vlavam. Zanimivo, no, tako, no, pač tam smo pa začeli, ja. In dej to pelem, pa pač, kako pa šlo, kako sem rekel, ne, leta so prinesle svoje, Miro se je poslovil, na nikoli pozabil, ki je bil star 80 let,
smo šli pod okenco za pet, vsi komplet zbor. Smo se res pripravili, smo kar naredili mini koncert, on je tam na balkon bil gor, na salon je poslušal, tako je bil fajno šesa slišal to, ljubitelj pravega petja pa to peli in hočem pa to povedati, ne. In pa to pojemo, tako zadovoljen, vse fajn, da smo izkazali to čast, da je to čast doživel, no pa je pa tudi pripravil fajn malcev, pa ko smo tam se dobili, pa malo konzumirali, pa tako naprej. In tam se jih meni usede, pa malo debatir, pa prav, ti, a tebi se to še kar da delati, ne? Jaz sem rekel, le Miro, nadaljujem tvoje delo, ne? Ti si pač to časa pelil, pa to, takrat sem prvič videl, da je pač, da ima težave, ima zdravje, leta, je rekel, a res, rekel, a tebi se to še da? Jaz sem rekel, lej, nadaljujem tvoje delo, kako sem rekel, ne? Je rekel, veš, kaj ti povem, meni pa nič več. Jaz sem pa kar v eno fazo prišel, ker imam vsega dost in te povem, vsega imam dost. Ne moram več. Nimam vole, nimam energije, nimam nič. Je Miro, boš pa saj neč nastop prišel pa to. Ja, bom že prišel, ampak nič, jaz imam dej svoj svet, tis križanke pa suko dulo, kaj se že reče. Sudoku. Kako? Sudoku. Sudoku, ne. Zelo bi rekel, ne. On je v tem svetu živo pa to, ne. Tako, in je bil tako, ne, kar tako, on je veliko vedel, je bil tako naravni talentni dečko, ne. Tako, fajn. Sam bi rekel, lej, pripeti mi pa to. In je kar pustil. In je dal kar uradno odpoved. In zdaj vodiš 2. Ja, da pa 3 pa zapravo, ne, sam jaz sem rekel, da ne moram več to. Jaz sem Odo spravil, to je ženska skupina. To si bil ustanovitelj, ne, in ja, mentor. seveda, avtor in vsega, ne. Ja. Pa sem te pokojence prevzel, ker drugi niso mogli več, no pa še moški zbor, pač nadaljujem, no. Sam jaz sem nekako v to ljubiteljsko kulturo moravško upet, malo mi pa še, da jih delam, sem pa tak, ne, tako si tudi že rekel za sebe, jaz ne moram biti statičen, ne, pač, mora se nekaj dogajati, da se nekaj vrti, ne, in vendar se vrti, ne. Vendar se vrti, bravo. Ja, tako, ne, in meni je recimo všeč, ne, da imam jaz recimo vajo in recimo primer, da nekaj napišem, jaz sem za Odo, sem veliko stvari napisal sam, ker ni bilo materiala in ko poprobam, pa tam sedim, pa sem se naučil pisati, pa sem tudi nabavil program Finale za note pisati, tako računalniško, pa to bom rekel, kar mi gre, napišem, pa dam, pa probam in pa vidim, da sliš, je bela cesta, to sem pa fajn naredil. To se mi fajn zdi. In sem tako dobro vole, dan pridem rečem, prav žena je zelo pozorna do mene, prav, kako je bilo na vajah? Ti, fajn, mater sem dobro vole, a veš, kako loba zveni. So tudi ne bili, se rekel, klinec, pa ostral sem kakrat stomata, ni dober, popraviti moram. Ja. Ampak to je Zdrava samokritika. To je progres. Ja. To je tako treba. Ne? Ja. V tem smislu. Ja. Kako pa pol klele si najdeš čas za mentorstvo, ker vemo, da si bil mentor tudi ansamblu, primer Trio svetlin. Ja. Pa marskomu drugmu še. Ja. Kaj njih prvo naučiš, recimo, ko pridejo do tebe? Ja. A si učite glasbe ali jih probaš kaj drugega naučiti? Ja, a veš, kaj hočem vprašati? Mrske. No, veš, kako je, decimno slih omenil svetlin, to so bili face fantje. Face fantje. Zelo sem jih morat. In v glavnem, to je bil še žal pokojni Ata Korl, ki je rekel, Milan, a bi ti malo moje sinove roke vzel. Ne. Korl je igral kitaro v šoli, je hodil za kitaro, nam koliko pozabil, imel tako zanimivo kitaro, na tej zunanji resonančni plošči je imel narisano palmo. To je bila njegova posebna kitara. Se vem, kje je ta kitara zdaj, ampak glavno tako, in so otroci prišli, in potem sem jaz res prišel tam k Babank, ne, v Tuštan, ne, in so tam Andrej, harmonika, Tomaž, bas, Aleš, kitara, in tako, pa sem rekel, pa še malo zagrajo, pa tako, ne, in sem predvsem videl, kje je fajn potencial, kje pa malo memžgajo, ne, ampak so bili tako poslušljivi in tudi gnetljivi. Sem rekel, te stvari se tako streže, malo bomo tudi metronom navili, da bomo to tek, da bomo to ritmično urejeno igrali, ampak so bili tako, kako sem rekel, gnetljivi, željni znanja in stremeli so po
glasbeno so stremeli po tej odličnosti. In to jih je zelo inspiriralo, mene pa tudi. Ne? In nam rekel, da so bili moji poskusni zajčki, ampak pač hotel sem jih postaviti. Tako. In na nikoli pozabil, sem jih tam nekaj pesmi, tako da smo res postavili, kot je treba. Je bilo na Limberski gori to znano, vse slovensko znano srečanje, nekaj tisoč ljudi in so prišli tisti neznani fantje iz Tuštana gor, jaz sem se tam z en jabolk skrl zadnji, tako, ne, nič povedal, kdo je to, mentor, pa nič. Sam prišli so gor, ja, babanko fantje, bo se igrali trine. In so to toliko zažgali, da narod je, ne boš rekel, nam še kaj več rekel. Ja. Fajn. In jaz sem rekel, je penti, dobro je to, dobro smo naredili, ne. In Ja. potem pa to začelo se pa, potem se začel, bom rekel tako, ne, potem se začel pa DDV, dodana vrednost, skozi. Vsako rundo več, kot smo tedno že tudi posneli, zadeve za radio, televizijo Ljubljana, pa tako posneli, tudi na par takih javnih natopov so šli, tako, tudi tujino smo šli, tako. In zmeraj je bil tak dober uspeh, skratka, fantje so se kalili, v dobrem skontore in so tako fajn skontore. Tako da je tukaj fajn, no, fajn. Ja, Preden gremo naprej, nekaj moramo še v smislu oziroma v kontekstu Franca Miheliča popucati. Nekje sem prebral, da si bil povabljen tudi Kavsenikom. Ja, to je pa Je to res? Res, Pa da si zavrnil ponudbo. točno tako. Da mi povej, kako je to izgleda. Pa zakaj? Ja, to je pa zanimivo. To pač klical me je Balažic, instrumentač, pa Vilko Osnik, tak je vse stvar vodil. Zame je bil to vrhunski kompliment, ne, vrhunski kompliment. Vzrok je bil pa tam, da je velecenjeni, jaz sem kapo, velecenjeni takšen kitarista, ne bom kolo več, kitarist Lev Ponikvar, vrhunski mojster, je imel pač zdravstvene težave in v glavni oni so imeli pa pogodbe, točno, po 15 špilov vsak mesec, koncertov, in ni bilo možnosti to odpovedati. In oni so rabili alternativo. In v glavnem, ne vem koliko to, da so se tudi spomnili name, ne. In jaz sem hodil v studio Helidon v Šentvit na vaje, ne. In tam smo igrali in tako se to, pa sem bil likrat, sem bil pri Rudanu, klarinetistu, doma, gor v Stahovci, smo govorili. Dač pa tako, imam lep spomin, da sem se tako tudi malo naučil, ne malo, kar veliko, tako, 3 stvari, ne. Prvič, je pa šel Vilko Osnik, do mene je rekel, on je zmerno rekel, gospoda. Rekel, gospod Milan, dobro, dober udarec imate, dobro to. Sam je rekel, pojdite z mano. In so šla na režijo, Helidon, ki je bil ton mojster, spoštovani Drago Hribovšek, Kavsnik je snemal, in nič ni smel nobene stvari reči, to je vse, to bilo sam pri njih tako. In je rekel, poglejte, ni slabo, rekel Kokal, ni slabo, ampak gledajte, delam jaz dal trobento dol, klarinet dol, harmoniko dol, bas dol, pevci dol, sam kitaro ostane. In moram vedeti, kaj igrate. Ko boste to tako igral, da jaz ste vedel, kaj igrate, potem boste pa dober kitarist. Ste pa na dobri poti, da boste to. To je bila taka šola, prva. Druga šola, sem bil pa Rudanu doma, rekel, Milan, veš, kaj te povem. Lahko igraš ti, kakor hočeš, dobro, ti Lev Ponikvar ne boš nikoli. Ne. To isto, ker recimo, da se zastopa, ne, imaš BMW-ja, ne, pa ne viš nič, da nobeno firmo ne žaliti, ne. Daš na BMW-ja pa Mercedesa, daš rad kape od Kije, ne. Ni v kontekstu, razumeš, ne. In tukaj je bilo kolektivno delo, ne, vsi stari avšniki, in on je bil mojster, on je bil džezar, on je igral perfektno, on je bil v tem orkestru, big bandu od Bojana Damiča.
pa sem 6 cigani srečeval in to so te feelinge, kako se to, on je to obvladal, on je bil mojster od mojstra. In je rekel, meni Rudan je rekel, ale Milan, mi imamo krizo, ti lahko še tako dobro igraš, ne boš nikoli ponikvar, povem ti pa to. Naša barka se počasi potaplja. In tle bo tvoj začetek in konec. Bodi ti pri Miheliču, tam si car, tam si number one in tam tudi bodi. Ker mi bomo zaključili. In točno ga bilo. In vsi ti kitaristi so prišli, so bili pač kao kvazi avstniki, nič niso bili, nič. Ne. Jaz sem pa rekel, a prideš, sem rekel, ne pridem. Jaz sem ostal tle, ker sem. To sem jaz, to je moja 43-44 letna karijera, o mojem načinu igranja, o mojem glasu, o moji interpretaciji, da tudi zadnje čase, že nekaj let vodim tudi koncerte in vse te sem tudi moderator pa te zadevi. Kaj bom jaz tudi nekaj? Pa tle ostanemo, to naredimo. Bravo, avtentičnost. Ja, tako, ne, pač vsi vejo, da sem. Ja. Po recimo tudi rekel človek, pa je kakšno zdravilišče ali na morje, nekakšno kavico, ali pa nekakšno pot, ne, da sem tudi bil na Portugalskem pa to. In so me tam tudi ljudje spoznali, ne. Pač spremljajo to branžo, muzike spremljajo in so me spoznali, pa nisem benga, frajera, špilo pa to. Ampak kako ne, ovo se smo, ja, pa fajn pa to, pa če še na ples pa to, tako. Se povezujejo. Nam rekel, a pa recimo, godi, ne, skratka, si sprejet kot človek, kot rečeš, ti taj pa dober zidar. Tega vzem, taj dober. Ja. To je pa avto, a to možeš, tisto, kar poje, veš pa to. Pa je rekel, Mengčan rekel, ja, taj dober, tam ima tak dober žvek, udar, fajn, tako ne. A veš, to so vse taki podatki, ki tvorijo komplet mozaik osebe človeka, tudi v končni fazi mene, ne. Ja. Deva se vrniti pa še malo na tole kulturno dogajanje v Moravčah. Ti si imel prste vmes pri obnovi, konkretno prste vmes pri obnovi kulturnega doma v Moravčah. Vse. Pa veliko pa akustike in tako naprej. Ja, to odkrat jaz sem bil svetnik v prvi občini 1996, ki je bil župan spoštovani doktor Matjaž Kočar. In smo pač bili take svetniki, ne, ki smo pač nekako podedovali po ex-občinem Žalek, se to pač tako, Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče, ne. In jasno, takrat je to bila taka zagnanost, ne, in smo gledali ta mozaik, ki se mu reče občina Moravče, smo to videli in tam en velik kamenček kultura, ne. In smo videli, da identiteto kraja vsekakor tvori tudi ljubiteljska kultura. Šport, to tudi kultura. In smo ugotovili, da pač niso še dobri pogoji. In Kočar je bil to kot tak nadebudni mlad župan, je rekel, jaz sem špilil, sem čist druga stvar, me pokličem kar na pogovor. K njemu domov. Prav ti, veš kaj, jaz te poznam, vem, kdo si, ti jaz zdaj kot župan, gledam ta mozaik in vidim manjko na področju kulture. Pa te pogoji. Je rekel, jaz te zaposlim, daj ti to sprav na koliko je treba. In on res mene zaposlil kot vodja kulturnega doma. In potem sem jaz vse te občinske proslave, vse te stvari prevzel in sem skrbel po hecu od klobase do mikrofona. Ja. Mislim, izkušnje te neskončne iz vseh. Ti si videl, jaz tudi, ko sem prišel od Nemčiji, Francije ali pa od Švice, v Avstriji, v Durant, prvo sem šel vse let, ko me naredim. Ja, to. Meni ni zanimalo, kje imajo WC-je. Tudi, ampak, tako, gledaj to, a veš? Tako. Dobra ideja. In jaz sem to vse posnel v glavi, to. In potem sem tudi izvajalcem rekel, na koliko pozave je prišel en Hribošek se pisal, ki je to delal, in sem takrat naročil, torej, hočem gledati, Kočar rekel, dajmo mi to kulturno muziko. Ja, lahko, kakšne imaš ideje, take. Rekel, lej to, in pa sem to se povezal z Zagom, Zavod za gradbeništvo Slovenije, tam je bil prvi laboratorij za zvok,
je imel čez Drago Volovšek, samo Volovšek, mojster, in je prišel z enimi mašinami in je to frekvence to fan. Pa bi rekel, kakšno dvorano se vi to želite? Sem rekel, gledajte, to bo večnamenska dvorana, to bojo proslave, ne, da bo to disko klub, ne, tako da mora tudi biti malo akustično urejeno, da tudi malo zvok potuje, da ne bo čisto zadušeno, bo tudi audio izvor, ne, bo preko zvočnikov, ne, pa tako, skratka, da ni to hudega odmeva in tako naprej. Recimo, mi smo imeli v dvorani problem s tako imenovanim flutter eho, ki si bil ti v dvorani ali na odru in si začel ploskati, je zvok potoval v dvorano in so bile stene tako in in se je zvok začel odbijati levo in desno in je tako zaploskal, ta je naredil. Flutter eho. In ta Volovšek prišel in rekel, kaj pa to? In potem sem jaz bil poskusni zajček in sem hodil po odru pa pel, on je pa miru, kako postaviti. In je gotovo, da bo najboljše, da so te stene 20% nagnjene noter, tako, ker zvok pride, se odbije, ampak ne odbije en drugega, ampak gre dol v publiko in publika pa je absorber. Absorber, tako in tako. In je tako naredil. In to je fajn bilo in smo fajn ponudili. Tako, sicer nismo vse do konca ponaredili, pač zvočno, tako, zvočniki pa to oprema, ampak dač je pa v redu. Ja, samo če lahko rečem za ilustracijo, pred toliko leti je bil v dvorani skladišče cementa, ne? Tumač. Ne? Ja. Veš, zdaj pa, ampak je bil župan, pač ki je bil nekako pripravljen, tudi kot imič, ne? Tako, da je komunalna infrastruktura, cestna, takšna zadeva in tudi kultura. In mi imamo, takrat se imel Partizanski dom, to je bil osrednji kulturni hram, ki je bil pač v tistih časih narejen s takim imenom, zdaj je to kulturni dom Moravče, če se v redu, ne, eno in drugo, vse ok. In to, da noter prideš, da se počutiš, da se usedeš, da vidiš, da slišiš, da je zvok ta prav, da so tehnični pogoji takšni, da pač ta produkcija kulturna zdajšnjih časov, da se lahko spelje, kot je treba, ne. In tukaj je treba stremeti te zdaj. No? Tukaj mi je dal gospod Kočar kar velike proste roke, no, da smo to delali. No, pa so bili še drugi župani, pa smo kar tako dobro sodelovali. No? Nič ne moram reči, ko vse v redu. Tako, ja, da sem tukaj bil skozi zraven, ja, da se je to naredil. Tako, ja. A si v tem času pol tudi naredil teh stotine in stotine ur prispevkov na temo dogajanja v Moravčah? Ja, to je pa drugo področje. Kako ti je pa to ratalo? To je pa tudi toliko vsebine skupaj spraviti. Ja, to je pa ne? tako bilo, jaz sem bil pa kar neko postavljen za eno tako, bom rekel tako, občinsko trobilo, ne. So mi kupili kamero, pa se to, in da bi bile enkrat na teden moravška poročila. Imenovalo so se novice iz Moravške doline. Ne? Novice iz Moravške doline in jasno, potem sem pa vse te stvari, ki so se dogajale na kulturnem, športnem, tudi političnem, občinske svete na področju, sem jaz to snemal. Ne? In potem sem še šel izobraževati, malo na ATV, malo sem bil tudi na Pop TV, da pač se izognem vsakršnim komentarjem, ampak samo pišemo o dogodku, ne, tako zelo striktno, ne, tako, te stvari. Ampak to je bilo za ljudi, ki so bili tudi recimo bolj pretežno doma, to je bilo 2krat na teden, je bilo to pravo veselje pogledati, ne, in so zvedeli, kva se dogaja, to pa to. In jaz sem to pač čisto kamero, nekaj časa sem samo eno Sonyjevo kamero, pa sem že malo boljšo Canonovo, tako, ne, tako. Pol pa skrbiš, da je to obdelava zvoka, pa sem dobil takrat program, ta Pinnacle program, sem šel spet na inštrukcije, v ATV, da sem naučil montaža, vnašanje audio zajema, potem video zajem, potem tudi sinhronizacija, potem tudi recimo imaš zvok, pa potem mešaš sliko, ne, da recimo 10 sekund napovedovalec govori, potem pa prekineš, on govori in kažeš, ne, in da mora biti to, kar se sliši, tudi identično z vizualne strani. Take stvari smo počeli in sem se učil in me to zanimalo, no, da smo to, kar, ja, so bili poročila. To je neprecenljiv vizualni arhiv lokalne zgodovine. Ja, seveda. Koliko ur je tega? Tega res veliko, ne? Ja, to je ogromno tega, ne, sicer
pač pa je ta nova zasedba, tudi te stvari nekako tako fajn spravlja, da sploh ne vejo, kaj so. Ja, še to. Treba najti. Sem kar žalosten, ne, žalosten. Ampak, lej, ja, vse sorte sem počel, no, te tako, da lej, pač, dej smo pač v penzionisti, mal mi družbo dela ta muzika, da trenutno z ansamblom malo stojimo zaradi zdravstvenih težav, ampak lej, mislim, da bo še tako, več tako, kot rekel, količinsko, pa več ne bo, ampak lej, bo pa še, da važno je zdaj, tako, ne, da zaključim, v tem momentu, kar smo naredili, ne, važno, da smo pod streho, da smo na toplem, da se doma razumemo, ne, da nimamo kakšnih pufov, da smo slabe vole, ne, važno je, da smo zdravi in da se imamo radi. Da smo zdravi in da se imamo radi in potem res ne rabaš več. In to, kar je, naj traja. Ja. A to je tudi tisti del lekcije, ki si jo nedolgo nazaj dobil prek te kar orang bolezni, ki si jo imel pa prestal. Ja, to sem pa še dodatno verjetno. Leta 25 sem pa zelo hudo življenjsko preizkušnjo, kar ne morem verjeti. Sem se počutil zdravega, vse fajn, ampak ne vem, prišlo je v sekundi in se ti v sekundi življenje spremeni, ko si odvisen od tistih belih hal, pa tako naprej. Ja, imel sem možgansko krvavitev, žila mi je v glavi počela, hvala Bogu, da je žena moja tako hitro intervenirala, da sem prišel do bolnice, potem me je pač na nevrološkem doktor Tilen Žele me operiral, glavo odprl, se zrital, sem v srečo, ne, to, kar so rekli, da sem pa v svojih 74 letih bil v odlični kondiciji, rad hodim, rad kolesaram, tako da sem bil kar za stvar, tudi, bom rekel, ne pijem veliko, ne kadim, pa tako, da sem bil kar ta prav, da sem to, da moje telo bilo sposobno to prenesti, ta poseg, ne, to. In jasno, tam pa si sam, med tistimi stenami, pa še doživiš tak šok, da soseda, ki zraven tebe leži, ga za rjuho pokrijejo, podpirajo, ne, to so šusi, ne, in pa rečeš, to, da bom spelo, ne, mora biti pa tak pozitivizem, mora biti volja do življenja, ogromno mi je pomenila familija, žena, otroci so hodili k meni, me hranili s pozitivizmom in tako naprej, in sem v končni fazi z nasmehom na ustih spelo, da zdaj je že mimo prvi rojstni dan, sem to rekel doktor. Si v začetku začel šteti. Ja, 2 rojstna dneva, ne. Pa je tudi za hec rekel, ne, prav, dobro si to spelo, dobro. Je tudi rekel malce za šalo, malce za res. Prav, kje imate vi upravno enoto? Jaz rekel, v Žalah. Rekel, kaj pa idete, pa na matični urad, pa imeni spremenite na Srečko Kokal. Ja, sem rekel, ajde, da če to skoga, da me že kolegi kličejo, a je Srečko že prišel? Hudo. Take zadeve, tako, zanimivo. Ja, imaš kakšno, da novo predolga, imaš kakšno sporočilo za mlade, nadobudne glasbenike? Ja, glasbenike, koliko sem že rekel, ne, če bi bilo tudi enostavno, bi bila glasba splošno zidarstvo, ampak je splošno zidarstvo, ampak ne, je umetnost. Zdaj je treba kakšno znanje metne, so znanja, ki pridejo od gor in pač so ljudje, ki niso šoli videli glasbene od zunine, kaj še le noter, pa kar igrajo, pa vse fajn igrajo, ne. Vse štima, kakšno znanje, dač veš kako. V tem poslu, ki ga počne človek, mora biti lepo, mora znati uživati. To, rekel, komercialno prekladanje, fajn, pa od pijače, pa sem pa ke, pa tudi, da to so taki blesavi časi, turbulentni, da natek vrednota, ne more to biti. Ni to prav. Se svet se vrti, ampak ni prav to. To ni prav. In je treba te stvari imati in so pač take zadeve, kot je šport.
šport. Ko prideš v ene dimenzije, a pa če grem na moje področje, ne, muzika, to je vesolje. In kot je že rekel Shakespeare, ne, glasba je pojem, ki se včasih ne da razložiti. Tam si, pluješ, plavaš, lebdiš in rečeš, kako je lepo. Ne. In pride do te dimenzije, da prideš ob 3 zjutraj domov, se začne musko tako, pa da motiš hišnega reda, slušalke gor, in pride obdobje, ko poslušam jaz rock, trdi, hard rock, v tem sem ljubitelj ene romantične muzike, fajn. Dela zelo uživam, veliko poslušam ta čisto kar ameriški country. Country. Dela recimo zelo uživam, pa ga poznam že dolgo leta, pa smerno, ne. Ta Emanuel, ko mu že rečejo, kitarist, ne moram reči, sem pozabil. Nič hudega. Tony Emanuel, Avstralec. Sem pa že slišal. Avstralec. Sem pa že slišal. V tipke je Tony Emanuel, kaj ta človek dela kitari. On dela res čudeže. Ne? Pa imaš Bryan Adams, pa to, pa reporem pa še časa gre nazaj, CCR, Creedence Clearwater Revival, to, John Fogerty, to so tiste, to Proud Mary, pa te variante, pa to, skratka, to je stvar trenutka, stvar razpoloženja. Pride obdobje, dom z veseljem na radio ognišče, če kakšno zborovska, lepa, od Vodopivca ali pa od Heidricha, pa to bo take lepe, prave, čisto karne slovenske cerkvene pesmi, pa ti to zapoje in ta prav zbor, pa če še kdo je zašpilal spodaj, pa to je balzam, to je balzam še za. Skratka, fila me, različna muzika me fila, ne. Tudi zanč, dela, no, ko bom imel koncert, ne, iz upokojenci. Povej, kdaj je ta koncert? Koncert je v soboto, na začetku maja, ne? Vam ne bo žal, v soboto 9. maja. 9. maja, ja. Soboto 9. maja, ne, in sem tudi prinesel, zanč bila, ko bo sonce posijalo, enih imajo za carja, enih imajo za provokatorja, Magnifico. Da sem jaz v upokojenski zbor Moravče prinesel skladbo Magnifica, povprečna starost od 70 na gor. Imam noter pevce stare 86, Lipe, je star 86, 87 let. In on poje, in ko bo sonce posijalo, od Magnifica pojejo. Jaz porodil naprej pojem to. Vrhunsko. Tako, ne gremo tam, ne, po zimi pa rožice, ampak Magnifica pojejo. Pa recimo pa od domicile, ne, recimo tole, ne, življenje je lepo, če ga živiš, pa oni pojejo to. In to mi je fajn, in to pa malo spremljamo to. In to mi je ta navdih in tudi ta, pa ne mislim slabšalno, ta logična preproščina, da se ne komplicira. Kaj boš nekaj ti svet premaknil, pa nekaj, pust, lepo teče, ti mej sem tiste zdrave manire, pa ne mislim, da je nič tako, bom rekel, po nabožno, sledi, posluši, živi po 10 božjih zapovedi. Je vse jasno. Vse jasno. To imam jaz noter ljudi v zboru. 86 let. Priješ njemu domov. Urejeno. Žena ta prava je naredila tak štrudel, da ga nisem v življenju jedel. Vrt, tam, kivi rase, prinese, veš, ta vin sem pa sam naredil. Kozar, krasen, da še enega za levo nogo, pa to. Jebenti. Krasni ljudje, logika, preproščina, urejeno, vse po pameti, nič v rdečih številkah, vse štima, mobilni, čista pamet. Ma to so vzorci, to so vrhunski vzorci. In to treba pelati naprej. Ne? In sem videl, zanč bil kar paf, menjega kolega poznam, ki je star malo čez 30 let, 35 let, ne. Je počepno, ne.
SP, podjetnik, težave, preveč v glav, tu zaposlenih, so pa to položnice, sem pa kaj prehorelost, kar neki pritisk, pa kar neki cuka, pa holesterol, pa se to, ja je bela cesta, kaj jaz porečem? A veš, mislim, ni smo ljudje, pa tudi svet, ni kot zastavljen. Je bolj logično, bolj preprosto. Bolj preprosto je ta svet sestavljen. In ta svet je tako jemati, tako konzumirati, vse po pameti. Bom nekaj povedal. Kar. Zato so tle. Ta pamet je mene že srečala, ne. Je pa mladina, ali pa tudi, sem jaz bil mlajši, ne. Pa to. Ja, pa še enega dej. Pa je že malo tako bilo, ne. Pa še enega dej. Hočem to povedati. Pa smo kao inteligentna bitja. Klinca smo inteligentna bitja. Nič nismo. Savana, lev, ki je lačen, tisto antilopo pohopsa, je sit pod tistem enim drevesom tam leži, v senci, se 2 metra pa pol stran antilopa pase, tudi namrdne, ker je sit, pa je žival, ima samo nagon, nima intelekta, sam nagon in funkcionira. Pri nas pa ne. Berem zastoji, zaradi nesreč, ja, pacijenti, pa kva norite jebenti, če piše tam to, če 60 je 60, ne, 60 peleš, pa že nam pokazal, kva mi kaže tam, to pa to, kva je tam strdec, pa to ne. Pa kva, napravila mora biti, ne bo laufal. Če vse to, tudi enega poslušam, bi ga poslušal, ne, razpolno poslušam, jaz že razmišljam, kva mu nazaj rekel, ne, pa to je nič. Ker pazi, imaš ljudi, ki so urejeni, ki imajo, ko se reče, imajo podstrešje pospravljeno in to je važno, ker če zaključim, vse, kar se dogaja, vse je v glavi, če je glava čista, vse funkcionira, je pa res, če pride bolezen, ker sem tudi doživel pač to možgansko krvavitev, to jaz sem dala presrečen, vsem od vrha do tal, da jaz funkcioniram, da hvala Bogu, nima nobenih posledic. Jaz že učim zbore, kitaro igram, vse. Nam pove, sem bil na nevrološki, jih moram pohvaliti, jaz sem bil na nevrološki deležen take oskrbe, to so zlati ljudje. Kako so mene pedinali, pa neko, da so me razvajali. Vse tako, da sem jaz se sestavil, da sem se res sestavil. In v glavnem, to so take dimenzije, ki te res prezemljajo. Sem pa hotel nekaj drugega povedati. Recimo, takole, ne, mi je malo razlabo šlo, a je to, recimo, lahko bilo čisto drugače, kakšne težave jaz imel, tako, ampak glej, hvala Bogu, hočem to povedati, da sem se spomnil. Sem bil v Laškem, so me skoraj učili hoditi, pa ko počas, ampak kako fajn. Bom 2 primera povedal. Nisem mogel hoditi, ne tako, nisem videl prav. Sem v palce in sem tam tisto prehranjevanje v tisti njihovi rezervaciji in sem pola s palcem prišel, pa sem jih lahko dal, pa sem ga kamarata srečal in muskondrenega pevca in so debatirala in pa sva pač se postavila in jaz sem po zavodi, sem jaz tam palce pustil in sem prišel gor v sobo brez palc. Tam noter v kuhinji je bila pa ena kelnarica, me poznala pa njen sin harmonika, rekla, fajn, še hotla je pa, če se slikam z njo, pa to, je pač Mihličo, gitarista tam stregla pa to, ne, fajn punca. In jaz pridem gor, matkorja, palcem kjer, pa gor sem prišel v sobo, 4 štuk. Matkorja, fanti, pa žena Flisniku, ja vsak dan mi je prišla, Mimi. A stikam to predstavlja? Ja, prav, ne, se veš, kje so, tam v kotu, jaz sem rekel, njih, ne. Potem pa dolo recepcijo, sem rekel, aj do kakšne palce prinesel. Ja, prav, velikih pozabijo, prav, ampak dala pa ni nič. Potem po kuhno vstopom, tam v tisto jedilnico, pride pa že ta Jožica, kaj že bila, ko je že ime, prav, Mila živa, ste po palce prišel. Je pa že vedel, da si mestno tam pozabil. Prav, ne se skira, to je dober znak. To je dober znak. Se rekel, pa res, ne.
Hočem to povedati, ko sem pa Laško zaključil, pridem dan, me žena pripelje, sem dol v kletne prostore, imam tako malo glasbeno sobo, ne, sosedem, spoštovani kolega, nič od nič, nobene fizične mase, vse sem zgubil. Vedel sem, kam moram prijeti, Ja. roka mi ni sploh obohla. Ja. Jaz sem se kar tako žalosten, skoraj se sedel, sem rekel, a je to možno, a je moja karijera kaput, fertik, a sem zaključil. Nisem mogel nič. Pa sem pa malce pozanimal in sem šel v sistem vsak dan, večkrat, po 4 minute. Postavljati prste gor, konc, fertik, v kot. Ti po mesec pa pol, 2 mesecih, comeback, sem se vrnil nazaj, vse odigram. Vse me uboha roka, vse to. In sem rekel, lej, če vola, tam tudi pot, ne, gre. Ja. Ampak nisem me pa lotevala panika, sem jemal to kot en tak, pa ne izziv, preizkušnjo in sem rekel, lej, ni čas še za odhod, ne, avtobusa še ni, bom na postaji še počakal, zber se, veš, kdo si, kva si, zber se, naredi povratek, mački boš mogel roke plunt, malo biti priden, ne bo več kot je bilo, ampak lej, boš funkcioniral. In jaz sem to se pustil gnest, vzel v vid vse te podatke in kot sem rekel, sem srečen, zadovoljen, da sem se pobral in tudi sem bil tam na nevrološki pot zadnji dan, smo jih še malo počastili, pa to, tiste mlade sestre, ena je bila še tam z Ribiškega konca doma, simpatična punca, pa ena nam klo pozabil, ena Nada je bila, jaz sem že, ne vem, tako prijazna. Pa jaz sem rekel, recimo, da je bila Nada, ne vem, sem rekel, ja, Nada, kam pa je toliko teh tablet, ne? 15 tablet sem imel, vsak dan. Oje, benti, sem rekel, kot to, ja prav, pljučnico imate, pljučnico. Pa ledvice sem bila čisto na meji, ne. So ženo klicali iz UKC-ja, gospodu gre slabo, pljučnico ima, ledvice mu odpovedujejo. Panika, benti, je bo res to. Pa jaz rečem te Nadi, tako, kaj je to, ja prav, imate antibiotike, imate vse to, pa sem jasno v to, ne. Pa ko pride tam mene 8-9 začer, prav, Milan, a imate vse še kaj rabite, imate kakšne težave, to, sem rekel, ne, po kar v redu, sem kar zadovoljen. In je stola stranjo blani, ko lahko prišla in me ko lahko božala. Rekla pa, lepo spite. Sem ja, hvala to dobro dene, pa nisem nič slabo mislil, pa tako, rade so me imele. Jaz sem bil tu tak zgovoren, komunikativen, nisem jamril, sem rekel, to kalvarijo moram jaz skozi dati. In mislim, da sem jo dal, tako da v glavnem, tudi delal sem v zadnji pregled, pa to, kar sem rekel, pa to, vse pozitivno, tako da, če dam pod črto, koliko je rekel, neč razmišljati, kaj je bilo, pa kaj bi lahko bilo, jemljite zatečeno stanje, živite, kot da je tako lepo na svetu, vse je pod kontrolo, vse štima, boljš ne more biti. Jaz nekaj, to je težko, skušajte to narediti in jaz skušam to delati in mislim, da mi ratuje. Najlepša hvala, Milan. Ne pa da nova predolga, tudi zate, si za 7 kratkih vprašanj za konc odgovoriš z ja, ne, z eno besedo. To imam še pripravljen tlele. Evo, najprej, kaj imaš raje? Oder ali studio? Oder. Disciplino ali talent? Kaj preferiraš? Kaj postavljaš na prvo mesto? Ja, vsekakor na disciplino biti, ampak v začetni fazi pa vsekakor talent. Si za tradicijo ali inovacije?
oboje, če je pa inovacija neumnost, pa vsekakor samo tradicija. Bravo. Slovenija ali tujina? Kot sem rekel, tu smo doma, ampak ne veš pa nič, če ne pogledaš čez. Ne. A veš, kako pri Kitajcih. Ne. Kitajci so bili zelo napredni in so naredili zid, ne, pač so marelo porunto, pač jih ne bojo drugi prehiteli. Ampak so Kitajci čez 500 let, če zid pogledali, je bil konc sveta bolj razvit kot oni, ne, a veš. Tako da mora biti vse tako. Polka ali valček? Ja, razpoloženje si urnila polka, ampak mi je pa nekako, da pa valček več sporočilnosti. Aha, bravo. Kjer komad vašega ansambla ti je najbolj pri srcu? Vse lahko več omeniš, ni treba samo veš, kjera, bom prvi naslov rekel, en valček, je Francel vrhunsko naredil, Poglej v nebo, nekaj takšnega naslov. Mislim, da je Poglej v nebo, nebo ojeto, to je napisal, mislim, da je Žnidaršič napisal besedilo. To je kar to, kar so zadnje čase govorila. Včasih mislimo, da smo mi glavni režiserji in scenaristi vsega tega. Nič nismo. Včasih se treba, pa ne mislim, nič duhovno ali versko, življenjsko, uzreti se gor, kako se to vrti, kako se temu streže, koliko velik element v tej igri si, skoraj nič, si pa, ta dar, ki se mu reče življenje, je treba izkoristiti kot talent, kot možnost, kot priliko in ne biti tukaj apatičen, ustvarjalen moraš biti, po pameti, kako sem že prej rekel, v liter gre liter tekočine, fizika. Eni tlačijo liter pa pol, tudi te mladi muskontarji pa to, liter pa pol, ja, vse bo, ampak to vse kipi, to je samo kro. Ni prav. Ta ves sistem ne prenese tega. Liter je liter. Zato. Hvala. Najboljši kotiček v Sloveniji za sprostitev, za oddih, tvoj. Se jih več verjetno. Ja. Zelo me je impresionirala ta Goričko, pa to Prekmurje, fajn, taka zadeva. Daš pa seveda, recimo, meni je gorski svet všeč, bom pa rekel tako, ki sem bil zaljubljen pred 47 leti, že prej tako, zaljubljen in je bil najin s to ženo, ki imam zdaj že 47 let, najin prvi randevu Planšarsko jezero, Zgornjo Jezersko. Tam Češka koča, tisto visoki vršaci. Oren kolisa, ja. Ja, potem pa Macesni, pa to, gladina Planšarskega jezera, lep hlad, ambient, tam smo tudi mi in zašmo samlam igrali, na znanem Ovčarskem balu, fajn, kot nad jezerom je bil odr kole, fajn vzdušje. Sicer da je to predvsej taka turistična komercializacija ratala, ampak tako naše domače, slovensko, tam prepadamo temu kraju, tako skratka me nekako, lahko rečem, da me kaj inspirira, mirno, spokojno, čustveno ubrano se tam počutim. Ubrano tako, fajn. Evo, to je pa finalen. Kaj ti daje največ miru oziroma zadovoljstva izven glasbe? Ja, to pa je odkrivanje novih krajev. Tako, recimo, čisto, recimo, tle en tak kraj, ker je čez, pa tu Slovenija, vrhunska, kot sem rekel, Planšarsko jezero, ampak tako, da mi umiri. Recimo, tam čez mejo, čez Trbiš čez, reč tam levo, potem gor nazaj, Belopeško jezero. Ne? Tako okrog, tako, tam sedeš, spiješ en macchiato, eno kavico in konzumiraš ta oster planinski zrak, mir, tišina,
pa še kar veliko slovenske besede tam slišiš, pa to. Penti je fajn. To je to. Ne, je fajn, ne. Ej, ne vem, še enkrat, najlepša hvala za vse, za tole energijo, za vse informacije, za vso modrost, veliko sreče, pa zdravja. Ne? Ja, Še to je naprej. zdravje. Tako bom rekel, no, ti vidim se s temi stvarmi ukvarjaš, če ti je moje razmišljanje, pa moje izlaganje, pa bom rekel vse te moje besede, ki pridemo v ta štos, ne, besedni, jih kar veliko navržem, ne. No, tako da komunikacija, pa te stvari mi niso tuje zadeve, ne, ko rad smakam, ne. Ampak to je pa včasih fajn, ne. Če not tišiš, trpiš, ne, jaz pa rad to dam ven. Tudi tisto, ki mi ne odgovarja, povem. Jaz sem taka zgovorna duša, sem zelo rad velikrat, torej, včasih je tako, ne, to se malce za šalo, malce za res, je včasih jezik hitrek pa moja pamet, ne. Ker včasih, sicer nisem še kol težav v življenju, ne, nisem pretraval, ampak daš pa ko, rad dam stvar na mizo. In se nekako ročno spustim, lažje živim, lažje komuniciram, se spet nekaj odpre. Če lahko še nekaj povem, čisto na hiter. Seveda, zato smo kle. To je bil čist resničen primer. Midva z ženo imava 4 otroke, 10 vnukov in 11 pričakujemo. In ko so bili naši otroci še tako najstniki, pa še manj, tam 6-7 let, so se nekaj prerivali tam v otroški sobi in je Anka s pogleda padla dol. In nekaj glavcev po stran pa to, bolj za urgenco pelati. Ne, ni bilo nič potočeno v glavo, da pa sam preskočim. Jaz sem igral kot najstnik, sem igral v ansamblu Karavan, sem bil organist. Nisem kitarist, organist sem bil, sem orle igral, Farfisa VIP 600, sem igral te orle. Smo igrali mladinske plese, veliko smo igrali Šmarca pri Kamniku, pa Zbiljsko jezero, vsako nedeljo smo igrali na Zbiljskem jezeru. In je tam bila ena dama, Olga po imenu, ki je bila zelo zaljubljena našega bobnarja. In je bila tako luštna, simpatična dama, ampak včasih je pa že malo preveč prisotna bila. In bilo je obdobje, sem že malo pozabil, smo rekli, da nekaj spoka, da imamo dost. Na vsake hvajah je bila na špil tika prid, da pa te navaje, ki mi vadimo proarte, kako to odigrati, una pa tam pa do. In smo jo spokali. Pa je pa vmes, karikiram, 100 let minilo, da je naša Anka spora da pade, glavca po stran, jaz pa žena peleva na urgenco v Ljubljano. Na urgenci v Ljubljani, v tistem polikliniki, tistem hodniku, takratni, toliko ljudi. Črno. Ja, prav, tam se prijavite, pa boste že poklicali. Jaz imam tisti okenček za prijavo, not pridem, na unstran šipe sedi Olga. Jaz sem tisti milijoninki sekunde pomislil zdaj, če sem kitašnega je rekel, pa to, takrat, ki je kao mogla jeti, ne, pa to. On reče, ja, Milan. Jaz sem zdaj, ja, Olga. Prav, ja, kaj je, ne? Povem zgodbo, kako sem tebi že povedal, čez 10 minut, koliko Lanka na vrsti. Jaz sem vse oči iz poliklinike, iz urgence, vse tle gor čutil, ampak takrat sem rekel, nikoli več ne bom šel v konfliktni dialog. Tudi če bo kaj, bom se umaknil, ne bom nikoli več zaloputno vrata za sabo. Ne bom. Ker nikoli ne veš, kaj pride prav. In ko imam ta primer. Bravo, veš, to je pa super popotnica za grand finale. Tako. Daš pa, če ti bo kaj všeč, ko pa smo kaj na tak sproščen, lep, tako, pogovor, in če ti bo pri tvojem hobiju to kaj pomagalo, pa tako, da bo nekako in tak dober odmev, sva zadela žebljico na glavico. Točno to, Ne? točno to. Hvala lepa. Zdravo. Ajde, čau.